Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta na Fazaneriji. Čaka nas torej pričetek zadnjega dejanja 27. kroga prve lige Telemach. Obračun med Muro in Koprom je pred nami, zelo pomembna tekma za boje, lahko rečem, v borbi za evropske vstopnice. V svoji karieri še brez gola v prvi slovenski ligi Fanimo ne bo izvajalec, pač pa Vesner Tičič, preveč po sredini, no odbita žoga in ali jo je vendarle zadržal Klemen Mihelak. Oglasil se je tudi glavni sodnik Denis Šabanagič. Tako da je... Tu je zdaj morda priložnost za Muro in brani Adnan Golubović. To je bila ena situacija, od katere mogoče se je dalo narediti kaj več. Maruško in potem Vesner Tičič do žoge, še vedno Vesner Tičič ni šlo mimo dveh igralcev Mure. Najti naprej že stekel Edofoni, pa potem Benedičič, strel prek vrat. Dober položaj, v katerem se je znašel Žan Benedičič. Poglejmo si statistiko. Tudi ta je precej Slavomira. Mihaj Klepač, pa poglejmo še njegova podaja. Tu je zdaj lepa priložnost za protinapad Mure. Podaja Šariča, to zna biti zdaj nevarno. Tako in 1-0. Krasna akcija Mure. Vse pa je upravil mojstersko res. Klepač na svoji polovici, potem še dolga podaja za Šariča in zadetek Dakuja. Korea. Fanimo, tako je pod pritiskom, pa zdaj nevarna žoga, tu je Vesner Tičič in žoga je v mreži, zid je izenačen 1-1 na Fazaneriji. Obilo sreče tudi zdaj za Vesner Tičiča, ki je danes pri 22 letih dosegel svoj prvenec v prvi ligi na svoji 55. tekmi. Predvsej boljšo predstavo spremljamo v tem drugem polčasu kot v prvem delu tekme. Barišić je padel v kazenskem prostoru in 11 metrovka. 11 metrovka, kako se lahko stvari hipoma obrnejo na glavo. Max Barišić ali vratar Mihelak. Barišić natančen v napačno smer. Mihelak, Koper vodi zdaj na Fazaneriji. V 2 minutah 2 zadetka. Mislim, da srečanje še ni končano. Ja, daleč od tega. Dodatne igre na Fazaneriji. Jovičevic podaja priložnost za izenačenje, ampak na pravem mestu Adnan Golubović. Prvi poraz na klopi Mure, precej boleče, vodili ste z 1-0, pa vendarle na koncu 1-2. Ja, ocena naivno, ker pri vodstvu 1-0, da naredimo take neumnosti pred svojim golom je nerazumljivo. Ena stvar je taktična disciplina, druga stvar odločitve, ko treba biti enostaven, ko treba biti zbran. Škoda, velika škoda, zato ker tekma je bila to za remi, recimo. In v trenutku, ko nekdo zadane, se naj bi tehnica prevesila na to stran. Mi pa v tistih trenutkih, potem, ko so oni naredili prve menjave, smo bili, ne vem, zakaj smo se tako zelo povlekli nazaj. Načrt ni bil to in so potem dobili te neke odbite žoge v najbolj nevarnih conah in to izkoristili. Zdaj časa za premlevanje tega poraza absolutno ni. V nedeljo vas čaka Olimpija. Ta mantra, ne prespimo, pozabimo in gremo naprej, najbrž velja tudi po današnji tekmi. Ja, velja, ampak analiza bo in tudi
malo bolj ostro bo treba nastopiti, ker če želimo nabirati točke, ne moremo dobivati takšnih zadetkov. Mi moramo biti bolj čvrsti. Sicer smo veliko stvari onemogočili, večinoma so to bili streli z razdalje, kar je boljše kot proti Gorici, kjer so imeli čiste priložnosti, ampak vseeno moramo biti boljši v branjenju, to je osnova. Zgoraj pa izkoriščati še tisto, kar se nam ponudi. Zdaj, ko ste zadeli, virtualna lestvica je izgledala zelo lepo, bili ste praktično tik za Mariborom in Celjem, zdaj je slika drugačna, vendar pa ostajate še vedno v boru za Evropo zagotovo. Seveda, zdaj pred 3 tekmami mislim, da je bil zaostanek še večji. Ne vem točno, kaj je bilo za 4. in za 3. mestom, ampak mi se ne bomo predali. Mi bomo vsako tekmo iščemo pot do zmage, iščemo pot do točk in gremo naprej. Prva spomladanska zmaga, zagotovo morate biti zelo veseli, predvsem pa olajšani. Ja, kot smo pred tekmo govorili, se pravi, vedeli smo, koliko je pomembna tekma, po drugi strani sem vam pa tudi napovedal, da se vračajo nekateri karakterni igralci in to se je danes poznali. Se pravi, iskreno to nam je manjkalo, fanti so res garali in danes nas je to končno malo nagradilo. 2 različna polčasa. V prvem polčasu je izgledalo, kot da se ekipi tipata, v drugem polčasu pa po tistem prvem Murinem golu, moram reči, fenomenalna reakcija z vaše strani, s katero ste obrnili tekmo in opisali nove 3 točke. Ja, res je, nismo se predali. Vedeli smo, da lahko obrnemo tekmo, vedeli smo, koga imamo na klopi, imamo dovolj širine, rabimo čas, gremo se naprej boriti. Ta zmaga je zelo pomembna, ampak nismo še nič naredili. V nedeljo nova tekma in treba to nadaljevati. No, to sem želel vprašati. V nedeljo Sežana, vemo, danes so prvič pravzaprav izgubili, tako da pred domačimi navijači bodo zagotovo precej nabrušeni. Ja, posebej še proti nam, to je nek naš derbi zopet, ampak dobro, dan se bomo veselili, jutri bomo pa razmišljali o Sežani. Težka tekma in pa na koncu res boleč poraz, sploh tile zadnje sekunde so bile precej tako, bomo rekli, kaj se je dogajalo pravzaprav? Borba skozi celo tekmo, vedeli smo, da bo odločala malenkost za zmago, žal po rezultatu 1:0 za nas nismo izkoristili priložnosti, ki smo imeli, lahko dobili ta 2 zadetka in na koncu v končnicu krenili, iskali ta zadetek, žal se nam ni šlo in moramo gledati naprej. Tele vaše reakcije, sodniška trojka skozi celo tekmo pravzaprav, spet bom rekel, bila gor dol, ne želim kar prejudicirati ali pa karkoli, ampak ta situacija na koncu je pa res bila sporna, ne? Ne vem, glede na to, da obstaja VAR, jaz mislim, da bi lahko drugače se odvilo, kot se na koncu odvilo in žal za nas. Zdaj prvi poraz z novim trenerjem, predvsem je to pomembno zaradi tega, ogromno priložnosti imate ali pa ste jih imeli, da pač še vedno držite stik z vrhom, zdaj vam ta boj za Evropo malce uhaja iz rok. Tekem še dovolj, že naslednje v nedeljo, igramo doma, vemo, kaj si želimo, še vedno smo vključeni v borbo za Evropo in upam, da bomo to na koncu tudi dosegli. Pričakovano, pravzaprav res zelo težka tekma, polna preobratov, prvi polčas precej zaspan, v drugem pa noro veliko akcije, vaš zadetek iz 11 metrov, ki je na koncu tale niz vaš porazov in neodločenih izidov je končno prekinjen. Ja, Klečič, nekako smo res slabo štartali v ta drugi del. Ne vem, vse splet okolnosti je začelo, da iz tekme v tekmo. V bistvu nismo niti tako slabo igrali, ampak so se odvijali tekme v nasprotno smer. Končno smo danes pokazali tudi karakter in da smo se uspeli dvigniti iz tega. In jaz upam, da zdaj igramo samo vse više. Zdaj Zoran Zeljković je pravzaprav zadev v polno. Ko sta prišla z Andrejem Kotnikom v igro, se je tekma popolnoma spremenila. Ja, mislim, da smo dodali eno novo energijo not v drugem polčasu. Tako smo se tudi zmenili. Vedeli smo, da je klop tudi zelo pomembna in tako nam je tudi uspelo. Pred tekmo sem vašega trenerja vprašal, kakšno atmosfero garderobi, rekel je, da porazi prinašajo to nervozo in tako naprej. Je to zdaj tista zmaga, ki vam bo dala res nov zagon in pa da se boste končno spet lahko sprostili? Ja, sigurno, da rezultati vplivajo na atmosfero, ampak zavedali smo se tega, da zmaga
nas lahko dvigne in da se boljše počutimo in da lažje pol gremo iz tekme v tekmo. In tako smo danes s karakterjem in borbo uspeli to doseči.